preddverju festivalne dvorane Bled so bili na ogled primerki fosilov iz bližnje okolice Bleda in njegovega obrobja, pospremljeni s fotografsko razstavo članov fotokluba Triglavskega narodnega parka na temo Kamen. Avtor razstave fosilov Damjan Jensterle omenjeno področje vključuje Pokljuko, Karavanke in območje do Kranja. Ožji del območja je Straža in Osojenca. Tako imenovano, kot jaz imenujem, obrobje, pa vključuje Pokljuko, Karavanke kot en najbolj bogatih območij s fosili, začenši na Dovjem in se končuje na Jezerskem. Seveda pa tudi Rovte pri Podnartu sodijo v neko obrobje blejske sklede. Damjan Jensterle ima v svoji zbirki več kot 25.000 primerkov fosilov. Predstavljeni primerki so iz obdobij med zgodnjim karbonom in oligocenom. Odkril jih je na Straži, Osojnici, na Pokljuki in v Karavankah med Dovjem in Jezerskim. Ne razumete to, da so vsi taki, kot so tukaj zdaj na razstavi, ampak ogromno je tistega materijala, ki je namenjen znanosti, to se pravi proučevanju, to so recimo primerki, ki niso celi, ampak so pa zanimivi zato, recimo, ker jih je ali zelo malo ali pa sploh nič in je to mogoče primerek, ki še ni bil obravnavan, ni bil obdelan in potem ta raziskava objavljena recimo v neki strokovni publikaciji. Zbiranjem fosilov se ukvarja že 40 let. Zanj je to bolj izvidniško kot zbirateljsko delo. Ta prvi kamen, takrat je bil res to kamen, sem dal v žep kot 5-letni fant. Tako da sem pa prvi primerek fosila najdel, je pa približno 35 let od tega. In ta ljubezen vas od takrat ni zapustila? Ja, glejte, ljudje si najprej poklic izberemo, potem pa ugotovimo, da je en drug poklic izbral nas. To ste lepo povedal. Danes tukaj predstavljate v bistvu blejsko okolico in Bled. Predvsem sem to hotel pokazati, da na Bledu ne sodijo, čudoviti primerki, ki so sicer zelo lepi, ampak niti eden ni z Bleda. Se pravi, na tak način se ne delajo stvari, tako kot je recimo na gradu ta geološki stolp narejen. Na Blejskem gradu bi bilo prav, da je geološki stolp narejen iz blejskih kamenin in predstavljen z blejskimi fosili. Tako kot je prav, da se na Goričkem geološki stolp, kjer je bilo nekoč Panonsko morje, naredi tako, da so predstavljene kamenine z Goričke in fosili z Goričke. Obiskovalce razstave je popeljal na zanimivo popotovanje po delu svoje zbirke. Tukaj v tej zadnji vitrini je pa predstavljena avtohtona vrsta školjke Blejskega jezera, to je jezerska brezzobka. Te male školjkice so te tujerodne, ki so jih takoj poimenovali, da so invazivne. Veste, tujerodne vrste poznamo, invazivnih vrst pa ni. Invaziven je samo človek. Njegove najdbe in raziskave pripovedujejo zanimivo zgodbo zemeljske zgodovine. Prihodnosti se sicer na podlagi fosilnih primerkov ne da napovedati. Če pa sklepamo na podlagi preteklih dogodkov, se življenje na Zemlji lahko v hipu spremeni. Antropocen je to, ko je zdaj ta zadnja geološka doba, ki so jo zdaj celo upali poimenovati. Nekateri, vsi ne, nekateri tako malo z zadržkom to povzemajo, ampak se lahko tudi tako konča v hipu, ker ti fosili pravzaprav pripovedujejo zgodbo, da so bile take spremembe res če rečeva 300 milijonov let. V takem obdobju, parkrat v hipu.
se je toliko spremenil, da je prišlo do takega izumrtja in pač potem tako počasi se je spet življenje na novo ustvarilo. Ne? Za prvi vtis o razstavi smo poprosili eno izmed obiskovalk. Zelo zanimivo, ne bi verjel človek, da imamo toliko tega tle okrog. Moj oče drugače tudi bil rudarski inženir in je tudi to veliko se s tem ukvarjal, tako da mi je še bolj zanimivo, kakor mogoče, če ne bi bilo tega. Ne? Imamo tudi doma nekaj takih končkov, tako da je kar fajn. No, ker je ta vaš dogodek ravno v tednu kulturne dediščine, kaj pa vam predstavlja ta pojem kulturna dediščina? Kulturna dediščina je nekaj, s čimer bi morali veliko bolj pazljivo ravnati, kot pa to delamo. In nazadnje je, ne vem, če moja bom rekel zbirka, čeprav jaz jo ne vodim sam pri sebi kot zbirko. Jaz tudi nisem zbiratelj. Mogoče v tistih začetku sem bil tako navdušen in tudi zbiratelj. Zdaj ne zbiram več. Včasih sem prinesel, ne vem, celo vrečo domov, zdaj prinesem tako s terena mogoče še en ali pa dva primerka. Ne, da sem postal tako zahteven ali pa ne, ampak nisem več zbiratelj. Ne zato, ker je tega toliko, ampak zato, ker zbirateljstvo ima eno negativno konotacijo. Jaz sem bolj, kako bi rekel, izvidnik. Mene bolj zanima to terensko delo. Najti neko novo točko, nov izdanek, ki spet prinese neko novo zgodbo. O pojmu kulturna dediščina pa so razmišljali tudi nekateri od obiskovalcev razstave. Zelo veliko, ampak nažalost je to kulturne dediščine že pokvarjene, ker so uničevali tudi tele stare hiše, pa to meni kar srce boli, ko tole gledam. Na Bled skoraj več ni tega. Ne? Ja, občudovali smo tudi te parke, ki so bili včasih prekrasni, tudi zdaj ni taga, kakor je bilo včasih, kjer je bila še gospa Pavlušova. Ja, tudi par hotela mi je žal. Tudi zdraviliški dom, ki so takrat bili še razstave noter, pa vse sorte prireditve, ki smo bili mi otroci, ki smo v šolo začeli hoditi. Rada obiskujem, gledam in spoštujem in mi je žal, da so stvari, ki bi bile lahko bolj ohranjene, propadajo. Veseli me pa to, da se je končno zdajle tudi širši krog prebivalcev spomnil, in da se to združuje. Zelo mi je žal za zdraviliški dom, zdraviliški park, tukaj pod hotelom Jelovica, to je bila ena prekrasna stavba. Potem so bile razne stare vile na Bledu, ta star park, hotel čudovit. Tam so bile tudi stare ledenice noter in to je šlo vse v pozabo. Končno tudi obala Blejskega jezera je bila nekoč bolj pristna, manj zazidana, bolj naravna. Žal mi je za vse stare drevesa, ki so bile enkratne rastline, parki na Bledu so bili čudoviti, cvet je ogromen. Tudi bolj kulturni narod, odnos do narave in do cvetja. Rojen sem bil na Bledu davnega leta 1946, tako da mi je naša kulturna dediščina bila položena že v zibko, tako rekoč. Rojen sem bil tam v vasi Grad, pod Bledskim gradom, in sem že kot otrok te hiše okoli vasi Grad oblezal. Takrat je še stala grajska lipa, ki jo danes ni več. In je bilo še tisto ruralno staro jedro vasi Grad je še obstajalo, tako kot ga danes ni več. Sicer danes je lepo obnovljeno, samo
ni pa temu podobno, kar je bilo včasih. Zelo se mi zdi velika škoda, da se je podrl bivši zdraviliški dom Kurhaus, in tega rušenja se še sam spominjam, ker sem še hodil kot šolarček noter gledati razstave, in to je danes bi bili, mislim, zelo ponosni na to, na tako stavbo, ki je bila še pred letom 1900 narejena, in bi bila sigurno turistična znamenitost. Zdaj imamo pa recimo to vaško jedro v Sigrad, je ta izgled hotela Jelovce čist pokvaril, ker ta kocka stoji tam pred cerkvi, in zapira pogled na jezero. Evropski dnevi kulturne dediščine so vsako leto odlična priložnost, da se širši javnosti predstavijo ustvarjalci, ki sicer delujejo ljubiteljsko, vendar odločilno prispevajo k ohranjanju naše kulturne zapuščine.